Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Uvodne minute današnje oddaje namenjamo mladim na kmetijah. O njihovi prihodnosti so razpravljali na okrogli mizi, ki jo je pripravilo Društvo podeželske mladine Spodnje Podravje v Šikolah na Dravskem polju. Na vprašanja mladih so odgovarjali minister za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice in predstavniki raziskovalno-izobraževalnih ustanov. Predstavniki medijev in vsi drugi gostje. Društvo podeželske mladine Mladi do 35. leta starosti vodijo le 4% slovenskih kmetij. Na širšem območju Ptuja je lani začelo kmetovati 60 mladih gospodarjev. Obe številki sta daleč pod evropskim povprečjem. Ovira so sigurno papirji. Je ogromno te papirologije. Preveliko časa nam to vzame. Kaj pa velika pozitivna lastnost je pa to, da mladi kmeti, ki ostanemo na podeželju, se nekako nijamo bati za svojo prihodnost. Vse danosti, katere so nam dane, jih lahko izkoristimo, če seveda le znamo. Želeli smo upozoriti na nekatere probleme, ki nas mlade terajo tukaj na podeželju. Deloma smo dobili odgovore, deloma ne. Bomo še apelirali naprej na ministra in vse pristojne, ki nam lahko pomagajo. S preprosto zgodbo mladeniča, ki se je rodil in odraščal na kmetiji, so mladi izvirno opozorili na težave, s katerimi se spopada sodoben mlad kmet. Izpostavili so ugled poklica in ekonomski položaj. V primerjavi s tujci je verjetno najlažje reči, da če hočeš prevzeti kmetijo, jo morajo imeti tvoji starši ali pa se moraš na kmetijo poročiti. Ker, tako kot smo danes tudi slišali, za okrogle mize vrednost zemlje jo je zelo, zelo težko pokriti za kmetijsko proizvodnjo. Torej, z neko tipično kmetijsko proizvodnjo na kjerkoli področju Slovenije bomo v bistvu samo vlagali v to, od zemlje dejansko ne bomo dobili to, kar bomo za njo vložili. Tako da ali inovativni pristopi, da to pokrijejo, oziroma, tako kot smo že prej povedali. Zakaj mladi prevzeti kmetijo, če bi to tudi vprašanje? Zaradi tega, ker je to ena od poslovnih priložnosti, kjer se dejansko vsak sebe lahko izkaže, sebe lahko razvije, pa čeprav trenutno ni, bom rekel, sektor, ki je ravno priljubljen, ampak z veliko intenziteto pridobiva na ugledu. Seveda imamo tudi ugodnosti, ki jih ponuja skupna kmetijska politika, ampak mislim, da je temelj vsega je vzgoja in pa to, da dejansko s kmetijstvom živiš, rasteš gor in tudi nadaljuješ. Zato, da delaš na kmetiji, kot sem rekla, ni dovolj, da si samo strokovno usposobljen, ampak moraš za življenje na kmetiji imeti tudi neko vrsto ljubezni do tega. In ta se izoblikuje skozi obdobje odraščanja in mladosti. Zelo pomembno je, da se ta navezanost do tega načina življenja razvija že zgodaj v tem prvem obdobju življenja, ker je to ker to ni samo poklic, ampak je to način življenja. Da bi spodbudili mlade k kmetovanju, bo iz evropske in državne blagajne v prihodnjih letih za pomoč mladim prevzemnikom kmetij namenjenih 25 milijonov evrov letno. Končno imamo možnost, da mlade kmete dodatno spodbudimo z povišanjem plus 25%, torej kolikorkoli dobi povprečni kmet na hektar, mlademu kmetu lahko to povečamo za četrtino. Potem mladi kmetje, ki prevzamejo kmetijo ali pa začnejo na novo kmetovati, jim lahko pomagamo z enkratno finančno pomočjo, poleg tega pa bomo imeli za mlade kmete ločene razpise za tehnološko posodobitev hleva ali česarkoli podobnega. Društvo podeželske mladine Spodnje Podravje je to odmevno razpravo organiziralo manj kot leto dni. Tudi to dokazuje, da lahko, ne glede na spodbude kmetijske politike in drugih ustanov, za boljše življenje na podeželju največ naredijo mladi sami. Lansko leto marca se nas je dobilo 7 ljudi skupaj, smo se vseli predebatirali in naredili ustanovni občni zbor, na katerem je že bilo 20 članov novih. Gledali smo, da bi v upravnem odboru društva bili ljudje iz vseh koncev, ki jih mi pokrivamo. To se pravi Haloze, Slovenske Gorice, Dravsko polje, Ptujsko polje in del Prlekije.
In to z tem namenom, da bi privabili da bi privabil z tega območja mlade. In moram reči, da nam to zelo lepo uspeva. Tako društvo je dobro za neko tako stvar. Jaz drugače gledam zdaj na podeželje, drugače gledam na kmete. Vidim, da je pač dosti dobrih ljudi sem spoznala, dosti zanimivih ljudi. Že od začetka sem bila zelo navdušena, ko sem, spomnim se enega člana, ko mi je razlagal 20 let star, kako bom prevzel kmetijo, kako bom delal doma, in to je mene res navdušilo, no, kako so eni ljudje entuzijastični, da ne vidijo samo tega, da pač gremo študirati, da so pridni, da so delavni, so res drugačni kot to, kar sem poznala prej. In se mi zdi, da lažje, kot da te pritegnejo starši, te pritegnejo tvoji vrstniki, ki pač to z veseljem delajo. To je še ena velika pozitivna lastnost, da se mladi spoznamo med sabo, da si izmenjamo kakšne izkušnje, da si povemo, kaj nas muči, kaj nam je v redu na podeželju in seveda, da dobimo nove prijatelje. Poleg razumevanja, da kmetovanje ni le služba, ampak način življenja, morajo imeti mladi kmetje veliko različnih znanj, strokovnih, računovodskih, poznati morajo ukrepe evropske kmetijske politike in tržne zakonitosti. V nadaljevanju pa bomo govorili o ponarejanju fitofarmacevtskih sredstev. Najprej si oglejmo kratek opozorilen film, ki ga vrtijo po državah Evropske unije in z njim opozarjajo na probleme, ki se pojavijo ob uporabi nedovoljenih fitofarmacevtskih sredstev. V Evropi imamo stalno oskrbo s hrano, ki je zdrava, cenovno dostopna in varna. Zahvala gre sodobnim kmetijskim praksam in strogi evropski zakonodaji. Uporabo pesticidov urejajo strogi predpisi. Namen teh predpisov je zaščititi kmetovalce, potrošnike in okolje. Evropska agencija za varnost hrane navaja: v Evropski uniji je mogoče uporabljati le tiste pesticide, za katere je bilo znanstveno dokazano, da ne škodijo potrošnikom, delavcem ali drugim navzočim osebam, da ne škodujejo okolju in da so dovolj učinkoviti. Kje torej tiči problem? Če se uporabljajo pesticidi, ki jih je Evropska unija odobrila, problema ni. Kaj pa ponarejeni pesticidi? Kriminalne združbe po vsem svetu proizvajajo in prodajajo vedno večje količine ponarejenih pesticidov. Pesticidi so blago visoke vrednosti, so pomembno orodje kmetovalcev, zato niti ni tako presenetljivo, da obstaja donosen trg z nezakonitimi in ponarejenimi izdelki. Svetovna trgovina s ponarejenimi izdelki ne zajema le torbic in sončnih očal. Tako kot vsi drugi ponaredki so ponarejeni pesticidi proizvedeni izključno za hiter zaslužek. Zdravje in varnost ne igrata nobene vloge. Ponarejeni pesticidi vsebujejo neznane kombinacije snovi, ki pa niso odobrene. Kako ponarejeni pesticidi sploh pridejo v Evropo? Zaradi razvoja tehnologije in pravnih vrzeli je življenje prodajalcev nezakonitih izdelkov in ponarejevalcev precej lažje. Gre za resen, organiziran kriminal. Velika večina nezakonitih pesticidov prihaja z Kitajske. V Evropo jih pripeljajo z lažno dokumentacijo. V Evropo pridejo po kopnem, zraku in morju. Pogosto jih prepakirajo in pošljajo na končno destinacijo z novimi, a prav tako lažnimi dokumenti in etiketami. Prevoz lažno označenih kemikalij pomeni zelo veliko tveganje za zdravje in varnost. Skoraj 1/10 pesticidov na evropskem trgu je nezakonitih. Ko pesticide prepakirajo in nanje nalepijo oznake, ki so videti kot prave, je ponaredek zelo težko prepoznati. Nakupu ponaredkov se boste izognili tako, da kupujete pri pooblaščenem distributerju. Največji žrtvi sta kmet in njegova zemlja. Se kmet porabi denar za cenene izdelke, ki bodisi ne zaščitijo pridelka ali pa ga celo uničijo. Možne nevarnosti grozijo tudi zdravju kmeta in okolju. Tu je še tveganje, da bi takšni pesticidi tako zelo škodovali zemlji, da ta v prihodnje ne bi dobro obrodila. Če ponarejenim pesticidom preprečimo vstop v Evropsko unijo, ne bodo dosegli trga. Zato moramo carinskim organom dati večja pooblastila, ker moramo nezakonitim izdelkom preprečiti vstop v Evropsko unijo in jih varno odstraniti, da preprečimo ponoven vstop.
Zato moramo omogočiti sodelovanje med regulativnimi organi za pesticide in carinskimi organi, ker sta za prepoznavanje in zaustavitev uvoza nezakonitih pesticidov potrebna strokovno znanje in skupinsko delo. Tudi v naslednjih minutah bomo govorili o ponaredkih v fitofarmaciji. V studiu se nam je pridružila gospa Tina Modic z Gospodarskega interesnega združenja fitofarmacije. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Gospa Modic, kakšna je pravzaprav razlika med ponaredkom in originalom? Ja, original je testiran najprej strani industrije in nato še strani uradnih organov, ki izdajo registracijo. Se pravi, so dovoljena v vsaki državi članici Evropske unije. In sicer preverja se, da so taka fitofarmacevtska sredstva varna za uporabo, za zdravje in okolje. Se pravi, če uporabljamo ponaredke, se izpostavljamo veliki nevarnosti glede zdravja, pa tudi odgovornost prevzemamo na nek način. Tako je. Ne samo, da je lahko ogrožen naš pridelek, lahko smo ogroženi tudi sami, saj so v takih ponaredkih lahko nedovoljene snovi, ki so bile v Evropi že prepovedane. Lahko je ogrožena tudi obča javnost med samim transportom takih ponaredkov. Imeli smo primer, ko je bilo na Madžarsko pripeljano fitofarmacevtsko sredstvo z narobe deklariranim vnetiščem, in sicer 25 stopinj Celzija. Je bilo pravo vnetišče, v resnici napisano pa je bilo 100 stopinj Celzija. S tem so bili direktno ogroženi potniki tega letala. Po kakšnih poteh vse pa ti ponaredki prihajajo pravzaprav na tržišče? Prihajajo se pravi s prevozom, letalskim prevozom, po morju in tudi po kopnem s tihotapljenjem. Kakšna je vloga pri tem inšpekcijskih služb, policije, carine? Seveda, carina ima vpliv pri vnosu v državo. Mi imamo veliko luko Koper, kamor lahko pridejo taki ponaredki. Seveda imajo carinski organi včasih zavezane roke in bi morali imeti več pristojnosti, predvsem pa bi morali sodelovati skupaj z regulatornimi organi in policijo. Kakšen je pa delež na tržišču teh ponaredkov? Ja, Europol je v letu 2011 izdal sporočilo za javnost, kjer ocenjujejo, da je kar 10% vseh fitofarmacevtskih sredstev na trgu ponaredkov. Sedaj pravzaprav prihaja sezona, ko jih bomo tudi v kmetijstvu mogoče malo več uporabljali. Na kak način se lahko nekdo, ki kupuje ta sredstva, sam zaščiti? Ali je to sploh možno? Ja, mi priporočamo, da kmetje kupujejo fitofarmacevtska sredstva pri priznanih distributerjih, da shranijo račun in seveda, da vsako sumljivo dejavnost tudi prijavijo inšpekcijskim službam. Gospa Modic, hvala lepa za ta pojasnila. Hvala vam. V začetku preteklega tedna je Zadružna zveza Slovenije v Portorožu pripravila tradicionalni letni zadružni posvet. Več o slednjem boste lahko slišali v oddaji koprskih kolegov. Že dobro desetletje pa po vsej Sloveniji pripravljajo tudi regijska srečanja zadružnikov. Mi smo se jim pridružili na srečanju za severovzhodno Slovenijo v Benediktu. Zadružni prostor se v tem delu Štajerske v zadnjih letih močno preoblikuje. Šibkejše zadruge se ukinjajo kot poslovni subjekti, njihovi člani pa se povezujejo v močnejše zadruge. Največja in poslovno zelo uspešna na tem območju je kmetijska zadruga Ptuj. Ptujsko-ormoška regija združuje 4 kmetijske zadruge. Jaz prihajam sem predsednik kmetijske zadruge Ptuj, vendar dejavnost je prisotna v naši regiji kompletna, od vinogradništva, poljedelstva, živinoreje, prašičje reje. O tem vse je prisotno v teh naših zadrugah, razen mlekarske zadruge Ptuj, ki pač se ukvarja, je specializirana zadruga. Praktično se v naši zadrugi ukvarjamo z vsem, kar v kmetijsko proizvodnjo spada. Se pravi, poljedelstvo, živinoreja, na vinogradništvu, z povezovanjem s kmetijsko zadrugo Ormož postajamo
eden izmed večjih odkupovalcev grozdja in pa vse ostalo seveda, kar na naših poljih raste. Poleg tega imamo zelo razvito trgovsko mrežo z postopno pripojitvijo kmetijske zadruge Ormož, ki je v fazi proti koncu stvari že gre. Danes že razpolagamo z 40 maloprodajnimi enotami, pokrivamo kar zajeten del Slovenije, se pravi od avstrijske do hrvaške meje. S tem seveda tudi rastemo in če se ozrem nazaj par let, mi smo v teh nekaj 7-8 letih potrojili skupne prihodke in za leto 2014 računamo nekje, da bomo pristali med 50 in 55 milijoni skupnih prihodkov. Čeprav so zadružniki na posvet prišli predvsem z namenom, da pregledajo poslovne rezultate in se posvetujejo glede nove finančne perspektive, so se kresala mnenja predvsem glede razmer na mlečnem trgu. Odkupne cene mleka so ugodne, mleka primanjkuje in rejci zaradi konkurence pritiskajo tudi na zadruge, ki so prvi posrednik v mlečni verigi. Pomembno v zgodbi je, da smo postali tudi z pripojitvijo kmetijske zadruge Korena in kmetijske zadruge Pesnica, pa z sedanjo kmetijsko zadrugo Ormož, omembe vreden odkupovalec mleka. Naš odkup mleka znaša zdaj že tam okrog 15 milijonov. Seveda ves ta revolt, ki je bil danes prisoten na našem posvetu, pa predvsem izhaja iz zgodbe z mlekom, predvsem na našem področju. Mi zelo dobro sodelujemo z temi pomurskimi zadrugami na področju repromateriala, ker smo tudi veliki trgovec z repromaterialom, gnojila in pa škropiva. In so nas dobesedno sedanji lastniki pomurskih mlekarn prosili, da pomagamo pomurski mlekarni, da preživi, vendar osnovni problem je tam premalo mleka in mi smo potem z našega pesniškega področja, kjer odkupimo približno 7 milijonov litrov mleka, odpovedali mleko ljubljanskim mlekarnam, ker je pač tam zdaj drugi lastnik, ne zadružni, in bomo to mleko s 1.4. Začeli dajati v pomurske mlekarne, poleg mleka, ki ga že obvladujemo z ormoškega področja. Ko smo pač največji v slovenskem prostoru, lanski odkup je bil nekaj manj kot 37 milijonov litrov, ne? V letošnjem letu bo to krepko čez 40, blizu 50 milijonov, ker pridobivamo nove člane in to seveda sami pač hočejo priti pod naše okrilje, ampak jaz sem to danes poudaril predvsem, da mora vsak pri svojem pragu pomesti. To pomeni, kmet mora svoje narediti, zadruga svoje in mlekarna svoje. Ne more biti breme potem ali pa se prenašati neka odgovornost na kmeta. Jaz sem to nenehno opozarjal sem tudi, pa ne več sem vložil energije, da bi se združile mlekarne v slovenskem prostoru, predvsem zadnje dve zadružne, Celje in Murska, ampak z tega ni žal. Vsak je pač gleda za sebe, rešuje svoje probleme, namesto da bi skupaj reševali probleme. Hiperprodukcije se že zdaj delajo, Nemčija, zahodne države proizvajajo stalno več in bo seveda mleko preplavilo in da najbolj se bojimo tega, da cena pade tako, da ni več ekonomsko upravičeno in seveda takrat, potem, da je kriza tako velika, da bodo kmetje čutili to bistveno bolj močno, kot je zdaj malo boljša cena. Mi smo se odločili takrat posebej v Radgonski zadrugi, da bi poskušali rešiti pomurske mlekarne, če jih bomo ali ne, to je sedaj vprašanje. Jaz sem vedno bil optimist. Je pomembnega vidika na dolgi rok kmetijstva v Pomurju in sem siguren, da ti ljudje, ki zdaj delajo v pomurskih mlekarnah, so sposobni to zadevo izpeljati. Počakajmo, dajmo čas v čas. Jaz sem optimist in mislim, da smo toliko zreli, da je potrebno v severovzhodni Sloveniji vsaj nekaj pustiti, to pa je tega momenta le samo pomurske mlekarne, kajti ne znam si predstavljati, da res smo toliko nesposobni in neodgovorni, da moramo ravno vse zapraviti. Dejstvo je, da karkoli se bo dogajalo postopoma. Tisto, kar pa lahko mi storimo, sta v tem trenutku vsaj dve stvari. Prva je, da proizvodnjo mleka oziroma govedorejo proizvodnjo vežemo, s tem zagotovimo dodatne milijone in s tem dajemo sektor varnost in to je poziv govedorejcem. Jaz verjamem, da ga bomo tudi upoštevali. Kot drugo pa je zelo jasen poziv tako z Pomurja, kakor z Podravja, pa z nekaterih drugih regij, da zato, ker v Sloveniji zelo primanjkuje krušnih žit, da naj proizvodnjo vežemo tudi krušna žita. Tudi ta predlog je takšen, da je meni všeč. Cena mleka je relativno visoka. Seveda vsak kmet je podjetje za sebe, gleda, da bo od tistega, kar pridela, iztržil čim več. Vsi vemo, da je vsak dan tudi več stroškov, posledično težimo k večjemu prihodku, kar je po svoje logično.
Moramo se pa seveda tudi zavedati, da kmetija ni od danes do jutri, kmetija mora preživeti obdobje gospodarja ali več in seveda posledično s temu moramo razmišljati tudi o kupcu, ki naše mleko kupi, da bo tudi on stabilen, da bo tudi takrat, ko bodo količine mleka velike, cena majhna, da bo ta kupec sposoben tudi to mleko odkupiti. In se pravi, v Sloveniji bi predvsem kmetje, zadruge, zadružništvo moralo bolj težiti k temu pogodbenemu odnosu. Se pravi, pogodben odnos, ki bi ti zagotavljal stabilen dohodek, pošten dohodek in pa seveda te pogodbenih obveznosti se držati. Moram povedati, da zadružništvo je pretežno enotno, da smo kar nekaj projektov uspešno izpeljali skupaj, je pa v tem zadnjem času veliko polemike okoli mleka. Tu vidimo, da je pač seveda precej problemov, zdaj pač ni problem to, da je visoka cena mleka, problem je v tem, da naši sosedje, Italija, Hrvaška, ki nimajo svojega mleka dovolj, so močno dvignili cene. V lanskem letu je prišlo v okviru Evropske unije do pomanjkanja mleka in to je ceno mleka precej dvignilo. In seveda zdaj je problem tukaj, da pač je veliko povpraševanje, da posamezni kupci hodijo direktno do večjih kmetij in ponujajo precej visoke cene. Ljubljanske mlekarne so zdaj v lasti Lactalisa preko hrvaškega Dukata. Zanimivo je to, da recimo Lactalis torej preko Dukata recimo ponuja visoke cene, v Sloveniji pa seveda našim kmetom pa cene dvigne. To je tako zanimivo vprašanje. Na drugi strani imamo zadružne mlekarne, kot so Celjska mlekarna in Pomurska mlekarna, ki pa nekako zelo težko dohajajo tako visoke cene. Vprašanja ministru za kmetijstvo in okolje Dejanu Židanu, ki se je posveta strokovno ekipo udeležil na povabilo zadružnikov, so bila predvsem glede sprememb v sistemu neposrednih plačil. Zadružniki so imeli številne pripombe tudi na nov sistem plačevanja davkov in vodenja knjig na kmetijskih gospodarstvih. Do spremembe KD-ja sicer leta nazaj je prišlo zato, ker je že takrat kmetijski sektor zahteval, da se spremeni, ker je bila pač zelo močno mnenje, da je stari izračun nepravičen. Tudi po novem izračunu je povsem isto mnenje in zato je vlada sklenila, da skupina neodvisnih strokovnjakov, ki so jih predlagali tudi predstavniki tako Kmetijsko-gozdarske zbornice, sindikata in tudi zadružnega sistema, notri so tudi vladni in neodvisni strokovnjaki, celotni izračun preveri in predlaga vladi, kaj naj spremeni. Na to poročilo sedaj čakamo in ko poročilo prišlo, verjamem, da bomo sledili. Je pa vlada takrat, torej lansko leto, sprejela dodaten sklep in to je varovalka in to je kapica plus 10%. Torej, karkoli se dogaja, nobena kmetija ne sme biti obremenjena več kot 10% dodatno. In jaz verjamem, da bo to tako tudi realizirano. To knjigovodstvo nam je pač bilo usiljeno, ker je ta vstopni prag bil določen sicer precej nizko, kateri moramo voditi knjigovodstvo. Je pa v tem knjigovodstvu kar nekaj takih anomalij, če tako imenujem. Ena od teh je že amortizacijska doba za živali, kjer so dali kuro, plemensko svinjo in pa kravo v eno vrsto. In lahko si obračunamo letno amortizacijo 20%, pa se naj nekdo zamisli, kakšna je tista kura, ko bo nesla jajca, ko bo stara 5 let, ali pa plemenska svinja, kjer tudi ne more biti 5 let v proizvodnem ciklusu. Nekako se izide pri kravi, drugače pa je to bilo nestrokovno ali pa ne vem, kako je to prišlo, taka anomalija. Druga anomalija, ki jo opažamo, je pri priznavanju dnevnih malic kot strošek, kjer nam te standardi ali pa ki na njih naletimo, ki jih zaznamo, dovoljujejo 21 malic na mesec, se pravi sobote pa nedelja nič. Ne vem, kako si je nekdo zamislil, da lahko mi kmetijo vstavimo, da živini ne bomo šli nakrmili in jih napojili in oskrbeli. To je enostavno prepisano iz nekih knjigovodskih standardov, kjer so uporabili SP ali pa mala podjetja, ki upravljajo z stvarmi, ne pa z živalmi.
Nikakor se mi ne moremo strinjati z dejstvom, da se izenačijo travniške in pa njivske površine, kajti seveda na njivskih površinah je dela bistveno več za kmetovanje in pa tudi nujno potrebne so. Saj vemo, da samooskrba je zelo nizka in nujno potrebno je, da poljedelske površine celo povečamo, ne da jih zmanjšujemo, kajti to je lahko zdaj razlog, kot je minister sam rekel, ko se regionalno plačilo izenači lahko razlog, da se celo njivske površine potem spreminjajo v travne in bomo seveda še bistveno nižji za samooskrbo, kot smo že danes. Imamo kup problemov, stvari, ki so nedorečene, hodimo od vrat do vrat, ne najdemo pravih odgovorov, ki so bistvenega pomena za kmetovanje in nadaljnje kmetovanje na naši kmetiji. Izenačenje plačil za travinja in poljedelstvo bo še dodatno prizadelo tiste panoge, ki že sedaj niso bile upravičene do neposrednih plačil. Prašičereja kot panoga nima neke posebne zaščite. To moramo vedeti, da tiste države, ki so prašičerejsko zelo močne, so izpogojevale takšno kmetijsko politiko v Evropski uniji, ki prašičereje ni zaščitila. In s tem je seveda v državah, ki so bile, bi rekel, tehnološko in pa strokovno nekoliko na nižjem nivoju, so seveda bili v težjem položaju in so pač cenovno niso mogli konkurirati. No in takrat smo mi, ker smo mi se tega dejstva zavedali, smo dali predlog, da bi povezali te naše prašičerejce v okviru zadružnega poslovnega sistema in da bi uvedli blagovno znamko Slovenski prašič. Vendar je takrat v bistvu ni bilo nekega razumevanja, tudi ta razdvojenost, ki se zdaj kaže, ob tem, ko je prašičereja močno upadla, tudi minister je o tem govoril, da skoraj ne ve, s kom bi se pogovarjal, ker je več teh prašičerejskih združenj in je potem seveda problem. To je podoben problem, kot ga vidimo v Savinjski dolini, vsako leto manj hmelarjev, pa vedno več trgovcev. To je tak absurd in to seveda potem vodi k še večjemu razdvajanju interesov. Tako da prašičereja seveda je vprašanje, kaj lahko tukaj storimo, torej evropske zaščite ni. Dejstvo je pa, da če se sami proizvajalci v neki panogi ne znajo pogovoriti, povezati, pa jim kljub temu, da jim drugi to svetujemo, potem seveda je to problem tiste panoge in je vprašanje, kaj se lahko stori, ker gledajte, zadruga je prostovoljno združenje članov. Na trgu se vse bolj zaostrujejo razmere tudi za vinogradnike in vinarje. Leta 1245 je na slovenski zemlji smo govorili, da je 40 tisoč hektarov vinogradov. Pred leti smo govorili, da je 26 tisoč hektarjev. Danes govorimo, da je 16 tisoč do 20 tisoč hektarjev. Podatki Kmetijskega inštituta so pa, da je v zadnjih 5 letih zaraslo in izkrčilo se 2000 hektarjev. Zakaj je to? Zato, ker ni pravega posluha do vinogradniške panoge. Vinogradništvo je najslabša kmetijska panoga po ekonomiki vseh drugih kmetijskih panog v Sloveniji. Če pogledamo samo zakaj. Ni plačilnih pravic, edina panoga kmetijska, ki nima plačilnih pravic. Zakaj? Ne vem, ker nekaj gledajo kot neko zlato jamo vinogradništva, kljub temu, da se ve, da je proizvodna cena kilograma grozdja po izračunu Kmetijskega inštituta 1,07 € na Štajerskem, kmetje pa prodajajo vinski kletem, bivšim družbenim, ker privatnik ne sme kupovati, pa je od 30 do 70 centov. Tako da so kmetje dobili komaj 42% povrnjenih proizvodnih stroškov. Zelo pomembno pa je, da bi poskušali kmetijstvo v severovzhodni Sloveniji še bolj povezati. To je dolžnost nas, vseh predsednikov in tudi direktorjev, vendar kot ste danes videli na tem posvetu, so različna mnenja, nekateri razmišljajo samo o tem, kako treba čim dražje prodati navzven, vendar sem siguren, da nas to teplo na dolgi rok, kajti treba v kmetijstvu vedno razmišljati na dolgi rok, ne samo na kratki rok. Slovenski čebelarji so konec prejšnjega leta uspešno zaključili več kot 20 let dolg proces zaščite slovenskega medu. Z geografsko označbo veljavno v Evropski uniji je tako tudi uradno priznana vrhunska kakovost v Sloveniji pridelanega medu.
Slovenski med je med kontrolirane kakovosti. Zanj je značilno, da vsebuje manj kot 18,6% vode in manj kot 15 mg hidroksimetil furfurala na kilogram. Pridobivajo ga čebelarji na območju Slovenije, ki velja za deželo z bogato tradicijo čebelarstva in izvorno območje kranjske čebele. Veliko priznanje strani Evropske unije, posameznemu čebelarju pa kot močno tržno orodje pri sami prodaji kakovostnega slovenskega medu. Koliko slovenski potrošnik to že pozna? Slovenski potrošnik to pozna že kar precej. Saj že 3 leta peljemo projekt promocije, ki ga sofinancira tudi Evropska unija. Izbrali smo si agencijo, združili smo nekaj čebelarjev, ki ob Čebelarski zvezi to počnemo še bolj intenzivno in še bolj aktivno v vrtcih, šolah, z različnimi predstavitvami na sejmih, v tujini in doma in tako naprej. Gre za 15 čebelarjev, ki so se povezali v zadrugo za razvoj čebelarstva. Čebelarjenje je njihov poklic. To velja tudi za Marka Cesarja iz okolice Maribora. Že od malih nog sem bil povezan z naravo, seveda potem z šolanjem na srednji kmetijski in potem nadaljevanje na fakulteti za kmetijstvo me je v bistvu pritegnilo k čebelarjenju. V bistvu začel sem čisto sam, brez da je oče ali dedek imel čebele, prvo z enim panjem, sedaj pa seveda čebelarjem malo več kot z 80 panji. Poleg različnih vrst medu, zadnjih 9 let izdeluje tudi medene pijače. Trenutno vodi še Društvo medenih pijač Slovenije, ki ob izobraževanju in promociji več let organizira tudi ocenjevanje medenih pijač. Poznamo več vrst medenih pijač, od medenega likerja, medice, peneče medice in medenega žganja. Veliko ljudi zamenjuje v bistvu medico z medenim likerjem in pa z medenim žganjem, ampak to so v bistvu 3 različne pijače. Medeni liker je v bistvu produkt oziroma mešanica medu in žganja. Medica je pa produkt alkoholnega vrenja, ki se v bistvu nastane tako, da med zmešamo z vodo, dodamo selekcionirane kvasovke in začne fermentirati. Pri fermentaciji pa vemo, da v bistvu sladkor pada, alkohol raste. Peneča medica pa je v bistvu produkt isto kot, bom rekel, podobno kot pri izdelavi medice. Med in voda gre v fermentacijo, potem gre v sekundarno fermentacijo v steklenici. Postopek traja minimalno 2 leti. Vsako steklenico je treba v bistvu obračati oziroma ridlati, se pravi, da je narejena po klasični metodi. Izključno, v bistvu posebnost te pijače pa je, da je narejena izključno iz medu, ni pa dodanega čisto nič vina iz grozdja. Smo lahko ponosni, ker smo v bistvu na samem vrhu v izdelavi, v primerjavi z sosednjimi državami. Imamo nekje, bom rekel, najkvalitetnejše pijače, to pa je v bistvu samo zaradi našega dobrega slovenskega medu. Na Dravskem polju v Zlatoličju pa tradicijo družinskega čebelarjenja nadaljuje Marjana Lovrec. Poleg različnih vrst medu in drugih čebeljih pridelkov so Lovrecovi znani po pridelavi matičnega mlečka. Čebele hranijo matico z matičnim mlečkom, zato matica živi približno 5 let, čebele delavka pa živijo približno 1 mesec ali pa še manj. Če je v naravi grobo veliko nektara, takrat se iztroši in one živijo približno 3 tedne. Tu se ravno vidi, ko matico čebele krmijo z matičnim mlečkom, imajo daljšo življenjsko dobo. Tako matični mleček krepi tudi zdravje ljudi, izboljšuje počutje in koncentracijo. Uživamo ga v majhnih količinah, koruzno zrno na dan. Jaz lahko samo tudi rečem, ker poleti delam z matičnim mlečkom, ker delam z njim, jaz lahko se skoncentriram po njem, bistriš malo pa za odpornost organizma je zelo vreden. Aktivno čebelari in se ukvarja s pridelavo medu ter drugih čebeljih pridelkov pod blagovno znamko Slovenski med v naši državi je okoli 300 čebelarjev, od skupno več kot 1800. Kljub temu večina slovenskih čebelarjev izpolnjuje visoke zahteve, ki določajo slovenski med. Drugačen je slovenski med zaradi tega, ker pač imamo tako raznoliko biotsko raznolikost v Sloveniji,
da v bistvu dobene sorte medu nimamo 100% tiste sorte. Pri vsake sorte, recimo imamo akacijev med, ki ima pa dodano kakšen procent, ne vem, tudi drugih cvetlic, ampak tomu kvalitete ne kvari, ampak mu daje večjo polnost, boljši okus. Isto pri kostanju. Tudi kostanjo imamo določen procent lipe ali pa v lipovem medu določen procent kostanja. Ampak za potrošnikov okus je to plus, ne minus. Ne. Slovenski med je sicer že od nekdaj visoko cenjen med domačimi potrošniki. Njegova vrednost pa je vedno bolj prepoznavna tudi v tujini. To pomembno izboljšuje tržni položaj naših čebelarjev in omogoča razvoj. Današnja oddaja Ljudje in zemlja je končana. Z vami bomo znova čez teden dni, ko bomo govorili o spomladanskih opravilih na poljih, bili pa smo tudi med koroškimi sadjarji, ki so se izobraževali na ekološki turistični kmetiji Lešnik. Vabljeni torej v našo družbo in lep pozdrav do prihodnje nedelje.